A si že slišal za Rhoda Derry? Rhoda je grozljiv primer psihične bolezni v 19. stoletju, ko se s tem niso znali ukvarjati. Prišlo je do točke, ko si je sama izpraskala ven svoje oči, z lastnimi pestmi si ven zbila vse zobe, večino življenja je bila zaprta v leseno krsto in na koncu je pojedla že vse, kar je prišlo pod roke. To je osnutek grozljive zgodbe Rhody Derry, ampak danes bomo šli čez njeno zgodbo oziroma kako je prišlo do vsega tega. Čau alieni, dobrodošli nazaj na Alien kanal Alenke Trogrlič. Dobrodošli prvič ali vas stotič. Če redno gledate video in če so vam všeč, ne pozabite se naročiti, polajkati in komentirati, ker mi ful pomeni. Tole zgodbo, ko sem prvič slišala, sem bila prepričana, da je ena izmed tistih AI zgodb, ki se pojavijo na TikToku in je pač itak cel bullshit, oziroma se je dobesedno AI zmislil, ustvaril slike, videe in vse ostalo, ker je bilo to grozljivo. Prvič sem to zgodbo videla, ko je ena ženska rekla: tole je Rhoda Derry. To, kar ti zdaj gledaš na sliki, je dobesedno ta ženska, o kateri bomo danes govorili. To je Rhoda, ampak ni celo življenje izgledala tako. Rhoda, ko je bila mlada punca, je v bistvu izgledala takole. Ja, to je ista ženska. V tej zgodbi se prepleta ljubezen, strah, norost, neizmerno trpljenje. V bistvu je to zgodba, ki razkriva temno plat človeške zgodovine in nas tudi spominja na krutost, ki jo lahko povzročita neznanje in pa tudi vraževerje. Zgodba se dogaja v 19. stoletju v Ameriki. Kakšna je bila takrat Amerika? Bila je polna priložnosti. Govorilo se je, da greš čez lužo, če hočeš kaj doseči, ker je bilo polno opcij, kako tam zaslužiti in pač obogateti in denar domov pošiljati in cveteti. Po drugi strani je bila pa takrat Amerika tudi še vedno polna vraževerja, pa tudi še vedno se je govorilo o čarovnicah. Se mi zdi, da je bila znanost takrat lih na taki točki, ki je bila še se razvijala, tako kot vedno, ampak je bila precej slabo razvita in zato pridejo v igro te polvraževerne, neumne stvari. Rhoda Derry se je rodila 10. oktobra 1834 bliz Fayette, Indiane. Bila je v bistvu najmanjša od 9 otrok, tako da so bili ogromna družina. Oče in mama sta bila Jacob in Rachel Derry. Potem kasneje so se preselili na kmetijo ob okrožju Adams v Illinoisu. Tam je bilo eno manjše mesteco imenovano Lima Township, ki je pa približno 16 km severno od Quincyja ob reki Mississippi. Tako da idilično. Tudi življenje Rhode Derry se je začelo skoraj pravljično. V bistvu govorimo o eni punci, ki je odraščala v precej bogati družini, sicer je bila farma, kmetija, ampak taka bogata. Veš, da imajo vsega dost, veš, da bo njeno življenje svetlo po vsej verjetnosti in nič si ni bilo treba bati niti tega, s kom se bo poročila. Ampak Rhodi je bilo zelo hitro jasno, s kom se bo poročila. Namreč za svojega soseda je imela še enega kmeta. On je bil Charles Phoenix. V bistvu on niti ni bil toliko bogat kot Rhoda, oziroma njegova družina ni bila toliko bogata, ampak te dva sta se totalno zaljubila, sta se pač družila, sta bila veliko skupaj, tak sta bila soseda in tudi sta že razpravljala o prihodnosti, sanjala o tem, kakšno bo njuno življenje, itd. Full cute. Njuno ljubezen so opisovali kot močno in tudi zato so se počasi vmešali starši, ampak ne tako, kot bi pričakovali. Jaz bi rekla, da je logično v tistem času, če je ženska premožna in če moški tudi ni toliko, valjda bojo vsaj starši od moškega želeli, da se ta unija zgodi, ampak temu ni bilo tako. Lih mami od Charlesa, Nancy Phoenix, je šla do mami od Rhode in do Rhode in je rekla: to se ne bo zgodil, jaz ne bom prenašala, da do tega pride. In veste zakaj? Zaradi ene stare govorice, ki je obkrožala družino Derry, torej družino Rhode, da tam vlada čarovništvo oziroma da so oni čarovniki, čarovnice. To je bila ena stvar in pazi to, meni je to največja hipokritičnost. Tukaj potem je ta mami od Charlesa, Nancy, rekla: če ne pustiš mojega sina pri miru, če se ne odstraniš iz našega življenja, te bom zaklela, da boš čarovnica. Rhoda je bila takrat mlada punca in ji to res segalo do srca, zasekirala se je, žalostna bila, torej izgubila je Charlesa, vedela je, da z njemu ne more biti in po drugi strani še je tisto vraževerje vmes prišlo, ker preprosto nisi bil toliko izobražen in ona je začela verjeti, da je dejansko zakleta, da jo je Nancy zaklela in da postaja blazna čarovnica. Zdaj se pa počasi začnejo psihične težave. Rhoda je začela doživljati paranojo, epileptične napade in halucinacije. V čem je težava? V tem, da takrat večinoma niso imeli pojma, kaj se ji dogaja. Takrat so bili človek je zmešan, ni pomoči, scary, pač ne vemo, kaj je. In njen primer je bil res grozljiv. Njeno vedenje je ratalo tako nepredvidljivo, to je bilo do sebe, samo do sebe bila nevarna in do bližnjih in ratala je tudi ekstremno agresivna. Družina se je počutila nemočna, da ne ve, kaj naredi, takrat poleg tega, da oni niso točno vedeli, kaj se ji dogaja, je bilo verjetno tudi njih malo strah, kaj če je pa res prekleta, kaj pa če je res čarovnica.
Plus, da bi takrat pomislili, da so to psihične duševne bolezni, niso, ker niso nič vedeli o tem, za njih je bilo to, kot da bi danes rekla, ne vem, še vedno za nas čaranje, veš, pač nek fruli luli. Dogajalo se je tudi to, da je bila kdaj tako porinjena z vso močjo v steno, tako tu, kot da bi jo neka nevidna sila porinila, ampak ona je bila edina, ki je to silo baje videla, drugi so samo videli, kako je bila potisnjena ob steno. Leta 1856 je Rhoda Derry dopolnila 22 let, torej še vedno mlada punca, ampak za tiste čase mogoče ne toliko, kar bi danes veljala za mlado, in tudi takrat doma so se že odločili, da preprosto ne vejo več, kaj z njo delati, ne morejo jo več kontrolirati, stanje se je samo eksponentno slabšalo. Odpeljali so jo v državno bolnišnico za duševne bolnike v Jacksonvillu v Illinoisu. Tam so jo sicer sprejeli, so rekli, ok, bomo probali poskrbeti, oni so itak lahko plačali za te stvari, ampak to ni dolgo časa trajalo. Je bila to ena skupina zdravnikov in neka bolnica, ki so zelo hitro rekli, mi nimamo tukaj potrebnih stvari za njeno stanje, ne vemo, kaj delati z njo, ne vemo, kaj se ji dogaja, mi ne moramo za njo skrbeti, in so jo dejansko odslovili. Označili so jo v bistvu za neozdravljivo in so jo poslali nazaj domov. Družina je imela pa še manj sredstev in priložnosti, kakorkoli skrbeti za Rhodo, pa da je skozi nekdo tam. In tudi tiste, ki so bili ob njej, jih je valjda psihično načenjali to njeno stanje. Predstavljaj si nekoga, da je do sebe nasilen, da je ves čas v najslabšem možnemu psihičnemu stanju, in tudi družina se je kmalu odločila, da nimajo šans, da oni skrbijo za njo, zato so jo 3. septembra 1860 sprejeli v okrožno sirotišnico Elms House v okrožju Adams. Problem teh ustanov takrat je bil spet, da niso bile namenjeni duševnim boleznim, zdaj vedno boš vmes dobil enega specialista, ki bo vsaj nekaj vedel o tem, takrat tega ni bilo. Oni so bili namenjeni skrbi za revne in pa tiste, ki niso mogli skrbeti zase, nepokretne. Tukaj se tudi začne najbolj grozljiv del naše zgodbe in tukaj je Rhoda najbolj trpela. Pogoji te sirotišnice so bili grozljivi, mogoče smo najdli še kakšne slike. Rhoda je bila večino časa zaprta v majhno, tesno, temno sobo. Zdaj rata tole zelo nagravžno in za tiste občutljive preskočite, ne vem, 1 minuto ali nekaj takega. V glavnem, Rhoda je ratala ekstremno nasilna do sebe, še bolj kot prej. Nohti so ji itak rasli, noben teh nohtov ni strigel, noben ni skrbel za njo, ker so se itak malo bali, niso vedeli, česa je sposobna, in je imela dolge te umazane kremplje, s katerimi se je poj spraskala ven oči. In potem si tudi s pestmi zbila ven zobe, s časom enega pa po enega. Hujšala je itak, ker jedla ni skoraj nič in celo njeno telo je bilo pokrito z ranami in buškami, poškodbami. Noben tega niti ni zares oskrboval, se pravi, noben je ni upal blizu, večino časa je bila sama, si pula lase in se poškodovala. V tistem času nasploh, če si bil duševni bolnik, so zate slabo skrbeli, je bila pa takrat ena stvar znana za duševne bolnike, nekaj, ki si lahko predstavljate, kaj so najprej pomislili, da z njimi narediti, čim bolj preč to čudno bitje, nekam ga zapreti, da se ga ne bojimo in da imamo mir. Zato so obstajale Utica Crib oziroma Utica zibelka. Utica je bil nek kraj oziroma bolnišnica, kjer so to zibelko sploh izumili. V 19. stoletju je bila zelo tipična za duševne bolnike, da so jih dobesedno noter zaprli. Težava je bila v tem, ker so izgledale tako kot dobesedno krsta, oblika krsta je, ker ima take rešetke. Ona mislim, da je imela celo dve, eno tako, da se je videl malo čist, pa eno čist popolnoma zaprto. V 19. stoletju so še eni strokovnjaki in zdravniki popolnoma zagovarjali to, da je to super način, da je to edini način, da jih nekam okrotijo in zaprejo. Je pa potem dr. William A. Hammond ostro kritiziral to Utico zibelko kot nečloveško in škodljivo. Tako da leta 1887 je dr. George Elder Blummer je bil nov nadzornik te državne bolnišnice v Utici, jih je tudi prepovedal, in takrat so se odločili, oziroma so bila neka pravila že, da morajo s temi duševnimi bolniki ravnati bolj človeško. Zdaj pa da razložim malo, kaj vse se je njej zgodilo zaradi te zibke. Vem, kad to govorim, se verjetno isto počutite, da ne morete verjeti, da je to res, ampak to je resnična zgodba, to se je zgodilo, to je vse zapisano. Tej zibki je bila prisiljena ležati prostora, torej noter je bilo toliko, da se je komi obrnila verjetno. Ni imela možnosti gibanja, zdaj si pa predstavljate, da je bila večino časa zaprta noter, ker če je bila zunaj, se itak večinoma poškodovala. Malo se je lahko obračala, baje ni bila veliko primir in lik zaradi tega, ker se je toliko obračala, je bila še vedno ful poškodovana, ves čas se je tolkla ob stene, zabijala in imela polno modric in poškodb. Še ena grozljiva stvar je, da je imela noter dejansko gnezda miši in podgan, ki so noter isto imela svoje domove in ležala je v svojih iztrebkih, v svojem urinu in potem še v iztrebkih od teh živali, ki so noter živele. V glavnem nagraužno do konca, vonja si ne morem predstavljati. Nisem najdela podatka, koliko pogosto so jo prišli pogledati, koliko pogosto so karkoli popravili, zamenjali, kolikokrat so
spucali te stvari, ne vem, sploh nikjer ne piše. Ampak najbolj grozljivo, kar je prišlo ven iz te zibke, je to, da se je ona tako malo premikala, da so ji mišice atrofirale, mišice so zakrknile, niso se znale več premikati. Ko je ona prišla ven iz te zibke, ni imela več sposobnosti hoje, sčasoma se je samo še vlekla po tleh. To je moglo biti že na pogled ekstremno grozljivo, tako disturbing. In tudi, ko vidimo to sliko, kako je ona pač ima noge potegnjene k sebi, to nima namerno, dobesedno je bila v tej obliki, ni več spreminjala oblike. Sčasoma, ko se je začela manj premikati, ko je bila bolj šibka, ko vidimo, ko je bila res že skoraj okostnak, je tudi veliko časa preživela v takem majhnemu košku, kjer je bila noter slama. Tja not so jo položili, bila je mir in to je bilo to. In tam je čepela dneve in dneve v svoji glavi ujeta. Zdaj proti koncu njene zgodbe gre stanje majčkeno na gor, namreč Dr. George Zeller je leta 1902 postal direktor nove ustanove Illinois Asylum for the Incurably Insane v Bartonvillu. To je zdaj druga ustanova, ne tista sirotišnica od prej, ampak ta je bila prav bolj za mentalne bolezni. On je bil pa znan po tem, da je imel več sočutja do teh ljudi, več sočutja do duševnih bolezni in je močno zastopal to, da jih je treba obravnavati kot človeka s sočutjem, čeprav jih ne razumejo, čeprav je čudno. No, in on je takrat ukazal ostro in ko je izvedel, da ona obstaja, v kakšnem stanju, je rekel, takoj jo pripeljite k meni, sicer je bilo to potem šele leta 1904. Rekli so mu, gospod, noče tega, ona je čisto iznekažena, to sploh ni več človek. Njene mišice so se skrčile skozi v isti obliki, ne morete več nič narediti, ne komunicira. Rhoda se tudi ni odzivala več na nikogar. Je bil pa on tudi zadnja oseba in edina oseba od ne vem katerega leta naprej, na katerega se je potem še odzivala. Namreč on jo je dobil pod svoje okrilje in je z njo delal lepše. In ja, začela se s časoma odzivati in to je bilo tudi načeloma vse, kar je dosegel. Ta dr. Zeller in njegov osebje so ji potem zagotovili boljše pogoje, dobila je toplo poslo, hrano in pa skrb, ki ji ni bila deležna že desetletja. Kakorkoli njeno stanje takrat ni več omogočalo okrevanja, ni bilo več opcije, da pač delno ali pa popolno okreva. In je Rhoda tudi umrla 9. oktobra 1906 v ustanovi v Bartonvillu. To je ta zadnja ustanova, kjer je bil ta dr. Zeller. Je pa njena zgodba postala neke vrste simbol nečloveškega ravnanja v 19. stoletju s psihičnimi bolniki, kaj je bilo še predtem, sploh nočem vedeti. Je pa pokopana na pokopališču bolnišnice Peoria State Hospital v Bartonvillu, Illinoisu. Njen grob je označen številko 217, dolg časa je bil ful opazen, noben ga ni našel. Pazi zdaj ta obrat v zgodbi. Kakor sem jaz razumela, šele ko so ljudje začeli zaznavati okrog tega groba nenavadne stvari. Slišali so nenavadne zvoke, čutili so neke čudne sunke, hladne sunke, nepojasnjene zvoke in občutek prisotnosti, za katerega so verjeli, da je povezan z duhom Rhode Derry. Ampak šele ko so to ljudje začeli zaznavati, so potem paranormalni raziskovalci se podali v to zgodbo njeno sploh, da jo danes poznamo, da smo jo obudili, zato ker so vse čudne stvari tam dogajale. Drugače vmes je ta zgodba precej pozabljena. To je bizarno. Na njenem grobu piše: zgradili so ti zatočišče, da noben drug človek ne bi trpel tako kot ti. Naučila si nas ljubiti in sočustvovati z manj srečnimi, da bi najdla mir in toplino v božjih rokah. Je pa ta video malo krajši, malo drugačna zgodba, ni lih true crime. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil všeč, polajkajte. Naročite se in se gledamo verjetno naslednji petek. Pridni pote, radi se imejte, alien mama out, bye!